Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Že zelo kmalu, jutri nas bo obiskal Perk Mandelc, ampak preden nas bo obiskal, bomo povedali, kakšen bo razlog. Zato smo v studio povabili predsednico Turističnega društva Ruardi, Stanislavo Radunović, tudi našo dolgoletno sodelavko, novinarko. Tako da se midva tikava, ne? Ja, In bo tako tudi v oddaji. Z nami je pa tudi idejni oče ohranjanja spomina na rudarstvo, bomo rekli, v Zagorju, glede na to, da prihaja zdaj iz Zagorja, Janez Lipec. Dober dan. Pa mogoče čisto za uvod, gospod Janez, nekaj o tej ideji, da se po zapiranju rudnika v Zagorju, ki se je zgodil že pred leti, končno vendarle začne nekaj premikati tudi v tej smeri, da se ohrani spomin na rudarstvo, na rudarsko tradicijo in na vse tisto, kar je povezano z rudarstvom. To je v vas začelo tleti, ne? Ja, tlelo je najbrž v večjih. Enkrat smo se skupaj usedli, predstavniki krajevne skupnosti, Franc Farčnik pa Rudnik Toplice, in so prosili, da razmislimo o kakšni ideji, kako bi se naredili, kako bi se ohranjala tradicija, da ne bi imeli samo neke, ne vem, veselice, neka srečanja, ampak da bi bilo neko povezano z zgodovino rudarjenja. Jaz sem začel takrat malo gledati, malo iskati, kaj se dogaja v krajih, kot je že prej se rudniki zapirali. Malo sem Iztoka Ciljniška kot takratnega sindikalista, pa sem vedel, da okrog leta. In pa je prišlo do dveh idej, to se pravi bolj izoblikovanih, to se pravi Skok čez kožo pa Perk Mandelc, ker Perk Mandelc je eden izmed, če lahko temu rečemo, škratov, ni palček, ker škrati so pod zemljo, palčki so nad zemljo. Tu so me še včeraj, so mi razlagali gospodje v Kamniku. In ta ideja se je pol, lahko rečem, iz neke spomladanske ideje do jeseni že uresničila leta 2007. Takrat je tudi še rudnik bil in takrat smo nek sporazum podpisali. Takrat je bil rudnik že v likvidaciji, če se ne motim. Ne, v zapiranju je bil. V zapiranju. Mislim, da je bil takrat direktor Štošicki, ne? Takrat smo izkoristili te prostore, če rečemo, pa rudarski praznik. In za rudarski praznik smo podpisali nek sporazum, ki je pač osnova vseh teh dogodkov, teh 10 let. Pa je bilo treba pa, če rečemo, kar veliko dela, veliko angažiranja, Perk Mandelca, risanja, ovnika smo vključili, da je naredil nekega Perk Mandelca. Jaz sem napisal neko zgodbo, ker brez zgodbe ni nič, ne. Zgodba je sicer nekje napisana, mislim, da je tudi na spletni strani, ker če želiš nekaj delati, treba zgodbo napraviti, ne. Je šlo to v okviru Turističnega društva Ruardi? Ja, to je Turistično društvo Ruardi. Je se v ta namen ustanovilo ali že prej živelo? Ne, je bil že prej, mislim, ker mi smo imeli pred 2 leti 20-letnico, tako da mi smo že prej delali in že prej smo se bavili z tega, tudi Ruardi iz tega izhaja, ker je bil Ruard lastnik rudnika v tistih časih, in ko sem jaz po zgodovini Brdsku lahko rečem, je bil izziv za turistično društvo, pa ta ime predvsem zaradi tega, ker je bilo že noter napisano, da so hodili v teh časih na Gamberg gospoda iz Dunaja in Mosta, Gradca na letovanje. To se pravi, da so že v tistih časih hodili v naše kraje tujci na letovanje, kar bi mogli biti tudi spodbuda zdaj za nas. Kar bi moralo biti tudi dan danes, pa žal, ne, zelo redki pridejo, razen na kakšno večjo odmevno prireditev, pa upam tudi na to sobotno, jutrišnjo prireditev. Kdaj pa je bila potem prva prireditev, ne vem, kako je bila poimenovana, Skok čez kožo ali Perk Mandelc? Mi smo se takrat pogovorili, da smo naredili v principu 2 prireditve, ne. V Toplicah, rudniku Toplice je bil Skok čez kožo prvi, 2007 je pa prišel pač Perk Mandelc malo pozneje, je prišel pa na lokacijo krajevne skupnosti
Franc Farčnik, na Štoln. Kjer je pa tudi takšen priročen muzej rudarstva, ne? Ja, se tam je bilo, to je v zgodbi, je to njegovo izhodišče, pač, da se tam, ker škrati vemo, kakšen so Perkmanelc, vemo, tisti, ki so ga videli, oni, ki so ga čutili, bolj starejši rudari, bolj čutili, ko videli, ampak po vseh zgodbih je umazan, skrit, raztrgan. Navihan. Zgodba ta naša je pa zelo enostavna, je tudi izhaja iz neke zgodovine, tu se pravi, če je škrat pa prišel na zemljo, je imel pa željo, da je lepo oblečen in naš škrat nos tako imenovano štajersko uniformo. Škorne, ni čist tak navaden, to se pravi, je ta prav, Perkmanelc. So se izpolnile vaše pričakovanja takrat, ko ste začeli razmišljati ali pa odejaniti ohranjanje rudarske tradicijo? Ja, čist pričakovanja se niso izpolnila, ker v tem osnovnem dokumentu je precej na širok napisan, kaj ne bi bilo. Ampak mislim, da tega razmišljanja še ni, ker vsaka stvar dolgo traja. Mi smo strpni, letos je 10. skok in smo potrpežljivi, lahko pa tudi rečem, da smo utrujeni. To se pravi, če bi bilo več suporta, lažje delati. Ker osnovna želja je že takrat bila, da se pač ta zadeva odpre, da se pokaže. Izhodišče je čisto enostavno, ki je bil Kulm, so ne spoznali vsi, ne. So fehtali, so v vrstah hodili z cele Slovenije, še od drugod, premog, da so se greli, ne. In zdaj ne bi bilo obratno, to se pravi, ne bi zaradi tradicije tudi kdaj prišli pogledati, ne. In tu je bila osnovna ideja, da se pač Zagorje preko teh tradicije rudarstva tudi odpira v tem turističnem smislu, ne. No, verjetno je bil pa to tudi razlog, to vaše delovanje Turističnega društva Ruardi, da se je potem nekaj let kasneje ustanovilo tudi rudarsko, etnološko, muzejsko društvo Srečno, ki tudi ohranja tradicijo rudarstva v teh koncih, ne? Ja, seveda, se tu je lepo, tu smo tudi pozdravili. Tudi mislim, da se jača sodelovanje. Najbrž bo pa treba čez neki čas ali zelo hmalo priti pa na nek skupni imenovalec, ker ni osnova ta, da delamo, če rečemo, neki za sebe, neki en za drugega, ampak osnova je ta, da se zadeva odpre, ne. Tako smo se prej pogovarjali, so različne poti. Želja najbrž vseh gostincev, trgovcev v Zagorju, turističnih delavcev je, da pridejo pač ljudje od zunaj pogledati, ne. In tam, če želiš prireditev za ven narediti, mora biti pa močna posadka, ne samo entuziasti, mora biti močna posadka, mora biti tudi denar, če rečemo, ne. In če pogledamo zgodovino RCR-ja, ki je tudi imel neko tradicijo, denar, priprave za razvoj turizma, nažalost zdaj, če rečemo, lahko se miruje, ne. Je ostal samo dober logotip v Tri krasne, recimo, ne. Pa zelo malo drugega, ne. Ko se enkrat denar porabi, je zgodba konec. Stanislava, kdaj si se pa ti vključila v sodelovanje pri organizaciji teh rudarskih stvari? Pa mimogrede, koliko časa si zdaj že predsednica Turističnega društva Ruardi? To je od leta 2012, ker jaz sem bila prej v Turističnem društvu Čemšenik, če se prav spomniš. In potem sem se na povabilo Janeza priključila, pač on je rabil malo suporta, sicer Janez je takšen organizator, da skoraj ne rabi nikogar, ampak vendar tam je pa potrebna tudi kakšna podpora, ne. V glavnem leta 2012 in takoj so me vključili v to prireditev. Predvsem sem skrbela za to, za reklamo, za pač to, da se sliši za nas. Zdaj imam tudi spletno stran, za katero skrbim. No, pa tudi moja televizija ETV skrbi za nas. Tudi redno, ja. Ja. Si pa aktivna tudi v nekaterih drugih, dobro, omenila si Turistično društvo Čemšenik prej, nekoč, ne? Zdaj Turistično društvo Ruardi, ampak še
pri katerih drugih projektih sodeluješ, ne? Vseslovenskih pri ohranjanju rudarstva, ne? Pa mi kot društvo smo včlanjeni v RUDO, to je vseslovensko društvo, ki skrbi za to dediščino rudarsko pač. In to ne samo v Sloveniji, ampak tudi smo vključeni na evropskem nivoju. In vsako leto imamo tudi svoj časopis Decembra izhaja, kjer objavimo vse, kar se pri nas dogaja, potem rudarske spomine, fotografije, vse pač, kar lahko izbrskamo iz preteklosti in pa kaj se je pač dogajalo v tem letu tekočem pri nas. In upam, da bo ta ruda, tam je čedalje več članov, da bo s časoma res postala ena tako zelo močna organizacija, ki bo povezovala vsa podobna društva. No, potem v nadaljevanju bomo še kakšno rekli, kaj vse delate v okviru Turističnega društva Ruardi. Zdaj pa verjetno pa čas, da povemo, kaj se bo jutri, torej v soboto, dogajalo na prireditvenem prostoru, ki bo kje? Ja, v prireditvenem prostoru pa na pokritem parkirišču pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. To je krajevna skupnost? To je Franc Farčnik krajevna skupnost, predvsem pa tudi zato, ker Janez je že prej omenil dve krajevni skupnosti, ki sta od začetka sodelovali. Letos imamo pa kar 4 krajevne skupnosti, ki sodelujejo. Franc Farčnik, Jože Marn, Rudnik Toplice in Kotredeš. In povezujemo pa mi kot turistično društvo in seveda z enim svojim delom je naš program. Vsak je prispeval nekaj. Tako da letos je res program zelo pester in mislim, da se bo za vsakogar nekaj našlo. Ga boš malce predstavila, zdaj da nova kaj pozabila? Tako, bomo malo pomagamo. Ja, tako. V glavnem, program je pravzaprav prilagojen temu, da je prireditev še vedno v okviru občinskega praznika v Zagorju, istočasno pa je to tudi praznovanje krajevnih skupnosti, teh, ki sodelujejo. Tako da začeli pa bomo nekje okrog 12. ure, imeli bomo različne stojnice in razstavo kmetijskih strojev in naprav, ki bo tudi prodajna, če bo kdo zainteresiran. Potem zatem bojo prišli starodobniki, ki jih bomo tudi predstavili, tako da vsak se predstavi letnik, katera vrsta avtomobila, znamka in tako naprej. Iz katerega društva pa to je to klub Tornado? Ja, Tornado, točno, ja. No, potem pa sledi turnir v malem nogometu, to je Matej Ule zelo lepo pripravil, imeli smo tudi uradno žrebanje in vse tako po predpisih. Koliko ekip? 4 ekipe, to se pravi vse 4 krajevne skupnosti. Turistično društvo Ruardi pa nima svoje ekipe. Ja, da bomo pa drugič, kaj ne? Zaenkrat mogoče pa, ne vem, če bi imeli še ženski nogomet, pa že, a ne? Pa že, ja. Ja, no. In ob 16. uri se pa začnejo ustvarjalne delavnice za najmlajše. Tu nam bojo pomagali z Mladinskega centra Zagorje, ki bodo pripravili nekaj igric, potem različnih aktivnosti vezanih za Knapovšno, da rečem, in Perk Mandelca. Istočasno bo pa tudi naša Helena, ki pride v rudarski obleki, tudi imela neke svoje knapovske igre, katere, to je pa skrivnost, seveda ne bomo povedali, a ne? No, vmes bo potekalo tudi še ekipno tekmovanje metanje kolma v hund, ki bo tudi za najmlajše, kasneje pa za starejše. In to je igra, ki se je že zelo prijela. Imamo svoja pravila. Kolma v hund, to naši gledalci iz Medvod ali pa iz Ivančne Gorice ali pa iz Gorenjske da prevedem. Poznajo? Ja, torej metanje premoga v voziček, a ne? V jamski voziček, ne? Tako, imamo narejen ampak se lep sliši kolm v hund. To je pač tako, kot smo vajeni po Knapovšnji. Ampak to se ne bo delalo s hercem, ne? Ne, z roko. Ja, tako in je. To je kar zgleda zelo lahko, ampak je potrebno kar nekaj spretnosti. In tu imamo pravila in točkovanje in tako naprej. No, istočasno bo pa v 5. štart 7. Perkmandelčevega pohoda od Delavskega doma, potem čez Ruardi, tukaj malo zajamemo še Kotredeža in pridejo na prizorišče. To je 7. Hoje? 5 kilometrov. 5 kilometrov, to je recimo urca, ne? Ja, za tiste hitre celo manj. Celo manj. Ja, tako. No, potem bomo imeli že ekshibicijsko tekmo,
4 krajevnih skupnosti proti ekipi občine Zagorje. Zdaj bomo pa videli, kdo bo boljši, a ne? No in potem imamo pa kulturni program. To je ob 18. uri. Takrat bomo podelili priznanja, ki se vedno podelijo v toku kulturnega programa tistim, ki so skakali v preteklem letu. Torej letos bo to za 9. skok. Sodelovali bodo še Sveja, potem pevski zbor Latko Korošec, Loški glas in še kdo. In potem ob 19. uri prireditev, ki je nekako osrednja prireditev te prireditve, Skok čez kožo, ki je tokrat jubilejni 10. In bo tudi na tem prizorišču. Si že kaj trenirala? Mislim, da si med skakalci. Ja, to so me nekako počastili v mojem društvu, da ob tem jubilejnem skoku pač jaz sodelujem tudi, no, kar je pa velika čast. Ne, nisem, imamo 10 skakalcev. 10 skakalcev za 10. jubilej. Za 10, tako naj bi bilo, ja, tako. No, in potem bo še malo zabave, vlečenje vrvi, tu bodo tudi tekmovali in pa seveda druženje, dokler bodo pač obiskovalci želeli. Mislim, da je za vse poskrbljeno in za dobro glasbo, in za hrano, jedačo, pijačo in tako naprej. Glede na to, da ima prireditev ime tudi Prekmandec vabi v svojo deželo, verjamem, da bo tudi vmes se kaj pojavil. Seveda, seveda, brez Prekmandca pa ne gre. On je vedno na prizorišču, samo ne more biti istočasno povsod, je pa, mislim, da mu je kar naporno glede na njegovo oblačilo, kakršno je pa v tej vročini, ampak ga moramo zelo pohvaliti, zelo se trudi. Bo delil mogoče kakšne mandeljčke ali pa prekmandeljčke? To bomo pa še videli, pustimo se presenetiti. Vem, da Mici Joraja iz Turističnega društva ona, ja, seveda, ona običajno dobre peče. Ja, tako. Ja. Janez, prav je, ne, da za tiste, ki ne vedo, kaj sploh pomeni skok čez kožo? Kaj predstavlja? Skok čez kožo predstavlja sprejem, če rečemo, mladega fanta v tistih časih davnih v rudarski stan. Ko je dokončal šolo? Ne, takrat je bil, šolo smo zdaj začeli v tem času, v tistih 1000, tam ne vem zdaj točno datuma, 700, 800, kdaj so to nekje prva zabeležka tega skoka, je ta, da je mogel pač mladi fant pokazati pogum, da je skočil čez rov. Takrat so bili drugačni rovi, so se drugače spuščali v jame, to se pravi, kjer je bil tukaj pogum, da je skočil, so ga pač sprejeli v ta rudarski stan. Mi vemo, da v tistih časih so delali tudi mladi fantje, to se pravi, mladi kmečki fantje, mladi pogumni, močni. Pomižici celo otroci, ne? In to je bil sprejem, ki se je nekje v rudarski stan, ki je nekje bil označen kot skok čez kožo, ker koža je bila pa v tistih časih pripomoček rudarja, da se je spuščal, če lahko rečemo, po knapu sporit v jamo. To se pravi, on je ta predpasnik dal podrit in se je spustil po teh jaških v jamo. To je bil pripomoček večkratni, to se pravi zaščita, in ta koža je nekje ohranila svojo tradicijo, svoj dogodek, in zdaj, ko smo mi to iskali, to zgodovino, smo pač izhajali iz tega, da so tudi že v Zagorju skakali čez kožo, ki si omenil, to se pravi dijaki ali pa, ko so zaključili šolanje v rudarski šoli v Zagorju. Zdaj, kar smo imeli pa mi, kar smo izhajali iz protokola tega, je bil pa skok čez kožo, ki je v Velenju ali pa na fakulteti, to se pravi, tam se ta tradicija ohranja. S tem, da smo mi, če rečemo, namen nek spremenili, ne. Tisti, ko skače pri nas čez kožo, se nekje zaobljubi tudi neko prisego, da bo spoštoval rudarsko tradicijo, da bo spoštoval to tovarištvo, ki je vladal v jamih, pa prijateljstvo, in da bo pozdravljal za srečno. In to, tisti, ko to niso poskušali, jaz sem zdaj že 9 poslušal različnih, 9 generacij, to je nekje okoli 130 skakalcev po naši evidenci, in
vsak, ko na začetku tu malo za hec vzame, ne, prav pa, ko ne sodi stoji, da se mu je pa, če rečemo, koža ne ježila. Tu se pravi, da skozi to povorko, čez ta protokol pač začuti, kaj pomeni, ko skočiš čez štulm in skočiš čez kožo, k ti rudari v uniformih čestitajo, k ti botri povejo svoje, ko spiješ, ti skrigl pjela, pa kakve druge pijače. Ki je lahko problematičen, ne? Ja, mislim, da se potrudimo zdaj, da natočimo polne, da točimo primerno količino, drugače pa sigurno problematično. Lahko pa tudi kaj brezalkoholnega, ne? Če ja, so seveda, abstinenti. po želji. Tako da, čeprav ne bi knapi kar spili, ne? Ja, imamo takšne, ko spijejo, imamo takšne tudi, ko težko spijejo, imamo takšne tudi, ko spijejo. Si kaj trenirala? Nek sok. Ja. Visoke petke, to tudi ne? Ja, vse to odpade, vsi smo v črnem, a ne, imamo posebne majčke, kape, tako da smo primerno oblečeni, ja. Za pijačo bom pa še videla, no, mogoče mi bo kaj... Geslo imaš pa tudi že zbrano, ne? Tudi pa Perk Mandels mi bo pomagal, sem prepričana. Bo, ne? Bo. Tebi sploh, ne? Ja, seveda. No, seveda, brez veselice ne gre, brez glasbe ne gre. Seveda mora biti lepo vreme, očitno bo. Vreme bo. Se je včasih že tudi zgodilo, da ni bilo, da je kaj zagodilo. Kdo bo letos igral? Kdo bo zabaval? Letos je ansambel Kvintet Dori. Oni so tako kar priljubljeni tukaj v Zasavju, tako da mislim, da bo zelo prijetno. Vreme smo rezervirali, tako da vabljeni. Bo pa poskrbljeno, kdo bo poskrbel za pijačo, recimo hrano, verjetno se bo daj, bo kakšen srečolov tudi? Srečolov še ne vem, ker smo z VDC-jem nekaj sodelovali, pa se dogovarjali, ampak to še ni zagotovo. Bo pa njihova stojnica vsekakor. Za pijačo, jedačo bo pa poskrbelo gostišče KUM. To se pa tudi menja, ne? Včasih je tudi že kakšno drugo gostišče bilo. Ja, seveda je bilo, sodelovali smo tudi z gostiščem ČOP spod KUM-a, vendar je treba stvari tudi malo menjati, ja, ne? Tako da mislim, da so vsi zadovoljni. Pa nasplošno še, če gledam na to, da uporabimo lokalne ponudnike, torej moramo vsem dati možnost, da sodelujejo. Tako, zagotovo. Kako pa je z financami? Verjetno ne ansambel, ne vse ostalo, ker je potrebno... Ni zastonj. Ni zastonj, če že vi vsi delate zastonj, ne? Ja, seveda, mi vsi delamo zastonj in mislim, da je prostovoljstvo res na visokem nivoju. Vse drugo, kar pa tam vidite, je pa plačljivo, ne? In to so cene vsako leto kar precej višje. Nažalost nam se sredstva precej zmanjšala, ki jo dobimo v okviru teh avgustovskih prireditev, vendar tu na pomoč priskočijo tudi krajevne skupnosti, ki sodelujejo. Tako da mi vsa sredstva, ki jih dobimo za to prireditev, namenimo prav za to in tudi moramo, seveda po vseh predpisih, razliko pa pokrijejo krajevne skupnosti. Boste prišli na koncu pozitivno skozi? Ja, upam, da. Do zdaj smo še nekako, čeprav cene so vsako leto višje, sredstva manjša, seveda, in to je res potrebno veliko napora do sedaj. Veliko je pa odvisno tudi potem od vremena. Če je zelo hladno, je tudi veselica zaključena. Vsekakor. No, letos imamo to srečo, imamo pokrito mesto prireditve, ker je to pri Avtohiši Kržišnik, ki ima pokriti taj prostor. Prejšnja leta so nam pa šotori kar precej denarja odnesli. Tako da je tudi, ko se tega tiče. To smo poskrbeli. Ja, in seveda se moramo zelo zahvaliti tudi Avtohiši Kržišnik za vso podporo. Ki jo nudi, ne? Seveda. Seveda to ni edina zadeva, s čemer se ukvarjate v Turističnem društvu Roardi. Je kakšnih načrtov smelih tudi za naprej? Se bo to nadaljevalo, se ne bo nadaljevalo? Zdaj, tako kot je rekel Janez, precej smo se utrudili, ker to je nekako včasih podobno nekem boju. Verjetno vas je najbolj utrudilo, ko so se sredstva za polovico zmanjšala. Ja, to vsekakor in to nas tudi zelo naprej skrbi. Potem pa mislim, da povezovanje med nami, med društvi, da bi moralo biti večje. Kajte, mi smo si zares to prireditev zamislili kot nekaj navzven, torej da promoviramo Zagorje, knapovsko življenje, tradicijo in vse to, da bi cela Slovenija prepoznala Zagorje tudi potem. Vendar nekako
ne vem, poskušamo, mogoče kje tudi uspemo, ampak mislim, da če bi se društva bolj povezala v Zasavju, v Zagorju vsaj, da bi to bilo veliko bolj uspešno, predvsem zato, ker je turizem panoga, ki ima perspektivo. In naj bo to samo enodnevni turizem ali pa večdnevni, ker mi v Zagorju imamo kaj pokazati. Sploh zdaj, ne, ko imamo delujoč muzej, ko imamo tam zaposlene ljudi, ko je kaj za pokazati, ampak ne samo v muzeju, ne, saj imamo ne nazadnje tu zraven peletirnico, potem elektrarno, potem malce višje dobro gostišče z skakalnicami, ne, kjer se kujejo mogoče kdaj tudi olimpijski prvaki. Če govorim o krogu 1 kilometra, je že veliko za videti. Pa vi, Janez, opažate veliko teh obiskov, recimo enodnevnih turistov. Zdaj sam moram priznati, sem v neposredni bližini tudi muzeja, da bi pričakoval več avtobusov, no, za turisti. Kako pa vi gledate na to? Ja, moj poudarek je recimo vedno enak. Jaz preko nordijske hoje, ki jo tudi delamo v okviru turističnega društva, spoznavam tudi druge kraje, druge dežele in moja ocena je takšna, da se mi še kar malo sramujemo svoje okolice. To se pravi, ko pa pripeljem tujce sem, pa pridejo z naših bivših republik, ali pridejo z Nemčije, ali pridejo z Avstrije, ali pridejo z Slovenije, to se pravi, pridejo z Gorenjske, profesorce s svojimi učenkami gimnazijskimi, oni ne morejo verjeti, da je to pač Zasavje z neko črno, sivo oznako ali pa preteklostjo, pa še kar ne tako imajo, da je to pač Zagorje, da je to vse zelen, da je to eno kupico možnosti in dejansko, ne vem, kolesarskih poti, kar želimo, pohodniških in tako dalje, ampak mislim, da bi mogli biti ponosni tukaj, da to knjigo odpremo tudi tujcam. No. In tujci ne bi bili samo tujci preko meja, ampak tudi domači, ker mi smo tudi v preteklosti, še nista nič omenila, organizirali kar par izletov, sigurno po 2-3 avtobuse pripeljamo na leto, ne? In ti ljudje pridejo iz različnih krajev, od Sežane, Poljčan, Brestanice. Oni so pozitivno presenečeni, začudeni, navdušeni, s polno vtisi pozitivnimi odhajajo in mislim, da bi mogli to izkoristiti, celo širino, tako si povedal, tudi tako imenovano dnevno sobo, tudi na tem so navdušeni tujci, ne, to se pravi. Najbolj so pa navdušeni naši gostinci, če pride en avtobus ljudi, kjer sedeti, ne, pa neki spiti. V Ivančni Gorici so naredili zgodbo z Jurčičem, ne, s tem vsakoletnim literarnim pohodom. Tudi do 10 000 ljudi pride, pa še nekaj teh spremljajočih prireditev potem skozi leto. Tudi v Zagorju bi mogoče bil primeren kakšen pohod, rudarski pohod. Zdaj nekaj organizirajo, vi imate enega svojega, ne, ki bo zdaj na sobotni dan. Rudarsko društvo, etnološko-muzejsko društvo Srečno organizira tudi en pohod ob obeležjih rudarstva v Zagorju. Mogoče bi bilo to dobro nekako združiti, ne? Vsekakor, mi smo za to. Imeli smo že tudi en sestanek spomladi o tem povezovanju in skupnem organiziranju, za zdaj nam zaenkrat še ni uspelo. Upamo pa vsekakor, da to bo enkrat, da bodo ljudje le spoznali, da je veliko bolje, če smo skupaj, če se razumemo in sodelujemo. Mi pa bomo po svoji strani, tako smo se vsaj odločili v društvu, za naslednje leto več, da tako rečem, delali, več poudarka imeli na turizmu in organizirali še več izletov, pravzaprav obiskov Zasavja. Vsaj v tej smeri, ker Zasavje je treba promovirati. O tem skupnem delu pa že dolgo razmišljamo. Koliko bomo pa naleteli na podporo, v principu so vsi za, vendar je to treba še realizacija je potem je treba recimo problem. Ja, jaz mislim, da je treba tle
po domač povedan, razbiti neki mit, ne. V času te organizacije imam tudi veliko klicev iz tujih društv, ko bojo tudi prišla in ko so še starejša, ko so še prej rudnike zaprli, imajo še večje težave, recimo. Bom grdo povedal, v Mežici mi je Perk Mandelc umrl in zdaj nimajo novega, ne, v narekovajih. To je grdo povedano, ampak zelo direktno, ne. To se pravi, mi moramo to prenašati z rodove z rodov in čezdalje težje bo uniformirance dobiti. To se pravi, ali se bojo te uniforme prenašati. In zdaj, ko govorimo o pohodi smo se tudi pogovarjali z njimi in meni je vse jasno, jaz razumem, da vsak želi svoje, to mi je jasno, ampak jaz ko ti praviš, jaz bi rad, da bi prišli na pohod prvič 500 ljudi ali pa 300 ljudi, in če hočemo te ljudi, morajo priti tudi zunaj. In zato je treba narediti zgodbo in zato smo mi v narekovajih naredili Perk Mandelc, pa se je naredil še en Perk Mandelc v Zagorju, pa te treh Perk Mandelc, pa si slišal, pri nas je 7. pohod, tam bo nek pohod. Pač te stvari bo treba v bodoče in se že tudi, če rečemo, narahlo pogovarjamo, tudi na tem skupnem sestanki so to omenili, pa s Trbovčani bo treba pač povezati, pa združiti v veliko prireditev, ne. In zdaj, grdo povedan, jaz ne vem drugega motivatorja, da je tu Perk Mandelc, ker je za otroke, če gledati, če te prišli, pa ti si že večkrat bil, vidiš, da otroci uživajo s Perk Mandelca, mun uživajo s Perk Mandelca, starejši se rad, slikajo se rad, to se pravi, jaz mislim, da je tu zgodba, ki jo treba pelati in treba narediti pohod. Tako, ko so vzuni pač različni, ljudje hodijo daleč, Jurčičeva pot je dolga, ne, to se pravi, naš pohod je 5 kilometrov, on je tu kilometrov. On je 12 kilometrov, 11-12 kilometrov. Tu je treba pač, da pridejo ljudje dejansko na ta sprehod in da se nekaj dogaja in tle je bilo veliko truda, tudi, ne vem, Stanislave v Čemšeniški pohod, mi bi mogli te pohode pač tradicionalno in na njih delati, zaradi tega mi smo tudi v turističnem društvu, Zveze turističnih društv Slovenije, glih zaradi tega noter šli, da pač ta program pride v letni program, da je noter napisan, zato smo mogli tudi recimo datum že lansko leto definirati, pa kjer prav niste spremenili, pač take stvari se delajo dolgoročno in mislim, da se treba pripraviti in moja cena je taka, da je pot odprta. Janez, z oba vprašanja. Stanislava, smo mi mogoče v preteklem desetletju, ne zdaj v tem zadnjem, prejšnjem, veliko zamudili, ne, ker včasih vidim, da je kar problem, ne, najti še kje kakšen kramp ali pa kakšen herc, ali pa kakšen trokšir, ali pa kakšno drugo knapovsko ali pa s knapi povezano orodje. Nekako nam je to šlo, ali pa doma, ne vem, v kivdrih. Ja, ponekod se še najde. Jaz bom povedala, da sem ravno včeraj pri eni moji prijateljici našla nekaj premoga, ker ga rabimo. Res je problem najti premog. In to prav zagorskega sem našla, no? Tako da zdaj bomo imeli za nekaj časa. In tudi, kar se tiče tega orodja, mislim, da res nismo bili varčni, nismo razmišljali pravzaprav za naprej, da bo to nekoč imelo tudi muzejsko vrednost. Nekdo je mogoče še nekje nekaj shranil, vendar to malo ljubosumno čuva, ker pač ne želi utujiti zadeve. No, če pa že ima, kam lahko da? Kje se lahko to shrani? Je to muzej v Kisovcu? Je to, ne vem, imate vi kakšne prostore? Mi zaenkrat mi nimamo, ampak mislim, da pa muzej bi pa bil pravo mesto za kaj takega, kaj ne? Nasplošno tisti, ki imajo še recimo tudi stare uniforme doma, pa ne uporabljajo jih, lahko bi pa koristili svetilke, lampe in svetilke, lampe, drugo, ja, vsekakor. Moramo pa skrbeti tudi za podmladek, to, kar je rekel Janez, rudarju enkrat ne bo več, a ne? Ali pa narediti zgodbo, tako kot je Marjetka Hribar, tudi naša sodelavka, ne, ki ima te otroške... O Kolmu, ja, nakit, ja. Ki ima nakit iz Kolma, ne. Ja, kar je pa res unikat. In mislim, da je to edini primer, ki ga jaz poznam na splošno v nakitu, da je nekdo uporabil tak material. Ker običajno se tako poldragi kamni ali pa dragi kamni uporabljajo. Možnosti ampak so, to je tudi v kulinariki, ne? Tako kot imajo Hrastniki dan Funšterca, pa Krupentoča, pa tako naprej, ne? Tako da
Recimo v povezovanju bi lahko to povezali, tam recimo Funšterc pri nas skok ali pa kakšen pohod, v Trbovljah spet nekaj tretjega in bi to skupaj naredili recimo vse 3 občine, če bi se združile, to bi bilo res nekaj res enkratnega, vendar izgleda, da bo še dolga pot do takrat. Upajmo, da bo. Ste optimisti v društvu, pa vi sami? Ja, jaz sem vedno optimist in vem, da je treba veliko delati, da se ustvari. Sam treba je pa vedeti, da mora za takšno stvarjo, o kateri se mi danes pogovarjamo, stati tudi, nam rekel, neke finance. Tisti, ki ima denar, ne? To se pravi, da mora biti to usmeritev, ker tudi regije, občine, to moramo vedeti, ker prej, ko sta omenila gospodarstvo, razvoj, RCR, novi razvojni center, mislim, da nima človeka za turizem ali pa skupina za turizem, ki je v Sloveniji, kar poslušamo, pa v tujini, v ogromnem porastu. To se pravi, gre navzgor, mi smo pa pač neka oaza v središču Slovenije, ki imamo ogromno, tako sem povedal, hribov, postojank, zelenila, pohodništva, pa sicer za mene je spodbudno, ko grem na Kum, ker je poln, spodbudno je zaradi tega, ker zelo malo slišim Zasavske govorice, tu se pravi, se vidi, da ga obiskuje veliko tujcev, tudi tisti, ki se pripeljejo po registracijah. Ja, različnih registracij, ja. To se pravi, da tudi zaradi tega moram biti optimist. To se pravi, mi pa se bomo tudi potrudili do neke faze, do kjer smo kot volonterji sposobni to narediti. Ko nam bodo pa še tisti, ki že nekaj časa obljubujejo, zgradili še bazen, bo pa še boljše, ne? Da se bomo lahko še kje sončili pa pokopali. Dobro, sedaj, če spet govorimo o sodelovanju, se lahko v Trbovljah, v letnem kopališču, pa pravkar se je odprlo tudi hratiško zimsko kopališče, tako da imamo. Za mene je to posod izziv, ker zdaj, ko sem bil pred 14 dnevi predsedniki nordijske hoje Nemčije v Avstriji, v Altenmarktu, to se pravi, pri njih imajo tudi v hribih bazene, ni treba, da je glih v dolin, to se pravi. Priložnost. Imajo v hribih, na kmečkem turizmu, imajo bazene. Bi bilo pa zanimivo, ja. Ni ovira. Hvala za obisk v studiu, jutri pa vabljeni, torej že od 12. ure naprej, pred avtohišo Kržišnik, tam je prijetno okolje. Tako, pa do poznih ur. Do poznih ur, do jutranjih ur. V nedelo se lahko spi. Razen nas, ko bomo prišli pospravljati. Hvala za povabilo in vabljeni. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.